da se jaz vsakodnevno srečujem z ljudmi, ki imajo takšne in drugačne težave, zdaj na račun tudi same pandemije. Ja, kot je Katja rekla, jaz sem zaposlena v psihiatrični bolnici, jaz pomagam tako pri diagnostiki samih duševnih motenj, kot potem tudi pri zdravljenju, kjer zdravimo s pogovorom, s psihoterapijo, tako da se te stiske potem ali tekom samih ambulantnih pregledov, kot tudi potem terapije seveda vidijo. In to, kar sem si jaz danes zamislila, je, da se predvsem pogovarjamo o individualnem nivoju, to se pravi o doživljanju vsakega posameznika, to se pravi nas kot takih, manj kot pravzaprav doživljanja neke cele družbe, Zdaj vozni red, približno 1 urico imamo, tako so mi rekli, zdaj neke prve dobre pol ure do 45 minut bi jaz pač bila kar za to, da gremo v tole predavanje. Na koncu pa absolutno sem za, da karkoli povprašate, da imamo eno tako odprto diskusijo. Jaz mislim, da so to najbolj plodne stvari teh predavanj oziroma katerihkoli srečanj, In ja, mene nič ne moti, če tudi vmes vprašate, če me prekinete, lahko chat, tako kot je Katja rekla, bom vesela, jaz sicer chata ne vidim oziroma ga zdajle ne bom spremljala, tako da ne vem, če bo Katja vklopila mikrofon pa potem predala vprašanja. Tako da nič za to, če se pojavi misel, če se pojavi neko nerazumevanje, karkoli me ustavite, vprašajte, jaz mislim, da to orodje ne sme biti ovira za to, da si tega ne bi privoščili, Ja, tako da zdaj takole nekako sem si jaz, če bi mi dala Katja naprej, kar, da gremo, da zaštartamo, Ko govorimo o počutju, sem se jaz malo zamislila po vplivu zdaj tega covida na nas, da bi danes se malo najprej pogovorili sploh o tem, kaj je dobro počutje, kaj je neko splošno dobro počutje, da štartamo iz tega, kaj je v bistvu dobro in potem kakšni so seveda vplivi, ki so potem lahko seveda neprijetni. In naprej, kaj se dogaja v času epidemije z našim duševnim zdravjem. Zdaj malo si bomo pogledali, kaj je drugače, kako doživljamo pravzaprav sam čas epidemije, zakaj je pravzaprav to obdobje za nas težje, kot so sicer obdobja, kakšno je pravzaprav naše psihično funkcioniranje ob neki taki situaciji. In potem malo bolj podrobno načine odzivanja v stresnih okoliščinah, Zdaj že eno z drugim gre, kot sem rekla, čas epidemije, potem stresna okoliščina, tukaj sem že malo razložila, kaj se dogaja v tem času, in kaj lahko sami naredimo za duševno zdravje. Tukaj bomo pravzaprav malo preleteli neka splošna priporočila psihologov, kaj pa vsak lahko naredi na pravzaprav nekem individualnem nivoju zase. In konec koncev, seveda, ljudje smo za stiske različno občutljivi, in jaz mislim, da če sami za sebe ugotovimo, da ne bo šlo, da si težko pomagamo sami, da je absolutno na mestu, da poiščemo pomoč. Jaz sem navedla tudi nekaj virov pomoči, ki so zdaj pravzaprav dostopni, in bomo malo pač nekaj rekli na to temo. Okej, zdaj, če bi vas vprašala, če lahko, Katja, daš kar naprej. Če bi vas vprašala, kaj pravzaprav ljudje potrebujemo za neko splošno dobro počutje, Vsak od nas bi imel verjetno pač glede na obdobje življenja, v katerem je, glede na čas, ki ga preživlja, najprej pravzaprav neke svoje asociacije, kaj je sraben, ne vem, mogoče več prostega časa, recimo, če sem stalno z družino, z nekom, ki potrebuje pomoč, recimo, potrebujem več rekreacije, potrebujem službo sploh, da se bom dobro počutil, recimo nekdo, ki je trenutno brezposeln. To se pravi, vsak ima v nekem obdobju življenja mogoče različne ideje, kaj v tistem obdobju potrebuje za neko dobro počutje. Na splošno pa seveda, tako kot veste, štartamo vsi ljudje s telesnim zdravjem, To pomeni, da pač
Za neko splošno dobro počutje je pomembno, da imamo vsaj telesno zdravje oziroma da se prilagodimo na ovire in pa težave, ki jih imamo. Da smo čustveno uravnoteženi, a ne, to se pravi, da lahko v neki situaciji, ki je za nas zahtevna, recimo, ko pride do situacije, kjer bi lahko recimo zelo popenili, kjer bi lahko nekontrolirano izbruhnili recimo, a ne, smo napeti, razdražljivi, potem pa nam šef v službi naloži še dodatno nalogo, v tistem času ne bi bilo najbolj smiselno, da po domače povedano pademo ven, a ne, ampak da nekako ta čustveni odziv malo zadržimo in na nek sprejemljiv način odreagiramo, a ne. Potem se seveda, če to uspemo na tak način, se vedno ne da, a ne, zagotovo počutimo bolje, a ne, kot pa če bi recimo imeli neki tak izbruh, a ne. To samo za neki primer, a ne, za en okus. Urejeni in zadovoljujoči medosebni odnosi, a ne, to je ena stvar, pri kateri pravzaprav ljudje smo socialna bitja, ljudje se rodimo pravzaprav z temeljno potrebo po navezanosti, to so raziskave ugotovile. Danes tudi vemo, da se možgani razvijajo v odnosu, a ne, na ta način deluje tudi psihoterapija, ki so slikali možgane, a ne, ljudi, ki so bili v psihoterapiji. To se pravi 1 na 1 z drugim človekom, so dejansko ugotovili, da so se ustvarjale v možganih nove povezave, za razliko od takrat, ko bi o nekih temah človek premleval sam, a ne. Potem imamo intelektualno in duhovno izpopolnjenost, a ne, da imamo tudi sfere, a ne, na katere se lahko naslonimo v nekem obdobju, mogoče stiske ali pa tudi sicer, da to vzdržujemo, tudi neko duhovno kondicijo. Poklicna uspešnost, a ne, kot neki vir tudi zadovoljstva, tudi nekega občutka vrednosti, če hočete, a ne, oziroma nekega pozitivna v končni fazi prispevka tudi k družbi, a ne, ljudje smo pač tudi na to, da nekaj prispevamo, osredotočeni. Finančna stabilnost, a ne, zdaj, kadar imam težave, a ne, na tem področju, je to pravzaprav lahko bistveno, a ne, če ne morem pravzaprav sam sebe nekako preživeti, poskrbeti za druge v finančnem smislu, je v tistem trenutku to temeljni, a ne, moj problem in se pač s tem ukvarjam, a ne, in vsekakor je počutje ob tem slabše. In pa življenje v zdravem okolju. Zdaj, jaz mislim, da v Sloveniji vsaj zaenkrat imamo mogoče, kar se tiče, a ne, življenja, še kar srečo, no. Tukaj bi, če govorimo o nekih skrajnih primerih, lahko rekla, a ne, da je najverjetneje težje živeti oziroma vzgajati otroke, če gremo na najbolj ranljivo populacijo v kakšnih predmestjih, nekje recimo v Združenih državah, kjer je večja kriminaliteta, kjer je več pravzaprav kakšnih pasti, a ne, kar pomeni pač zdravo okolje tako z vidika družbe kot seveda z vidika narave. Ja, Katja je že predstavila, v redu, gremo naprej, Katja. Ja, zdaj vsa ta področja, ki sem jih jaz naštela, so med sabo povezana in eno na drugo vplivajo, a ne, to pomeni, da mi ne moremo pravzaprav enega izločiti, se pač kot da ne obstaja, a ne, in potem nekako shajati samo z drugimi. In seveda eno drugega tudi potrjujejo, a ne. To pomeni, da recimo, da se lahko v tako pozitivnem smislu, a ne, dobivamo več nekih potrditev, ko sem recimo poklicno uspešna, imam neko finančno varnost, si lahko privoščim recimo več počitka, življenje recimo v bolj zdravem okolju, a ne, in tako, in potem seveda si predstavljate to negativno spiralo. Zdaj, če rečemo, ali ima kdo izmed nas zadovoljene, a ne, v polni meri pa čisto vse te potrebe, a ne, pa lahko rečemo, da najverjetneje tak človek ne obstaja.
In tlele je ena takale slika, ki prikazuje, kakšno imamo mi idejo o tem, kako bi živeli oziroma kako bi si želeli živeti, a ne. To vidite, tale your plan, to je tvoj plan, a ne, kako bi se pa jaz peljala po cesti življenja. Potem se pa, ko živim, življenje zgodi, a ne. In ko se življenje zgodi, vidite tlele spodaj realnost, a ne, kaj vse pravzaprav me čaka na tej poti. Zato moramo se nekako zavedati, da kakorkoli življenje poteka, so vedno, a ne, saj sami pri sebi vidite, vedno je neka težava oziroma neka ovira, ki jo potem boljše ali pa slabše obvladujemo, premagujemo, in se peljemo po tej poti. Zato, če prej navedem, a ne, te vse sestavine dobrega počutja niso nujno pravzaprav vključene v polni meri in nekako kvaliteta življenja ne pomeni odsotnost teh težav, ker so v realnosti vedno prisotne, ampak neka sposobnost za njihovo obvladovanje, a ne. In to, kako se mi s težavami, z obremenitvami, z izgubami soočamo, je pravzaprav tisto, kar v večji meri določa kvaliteto našega življenja. Mogoče gremo lahko kar naprej, da pridemo pravzaprav kar v srž, če bi Katjo lahko prosili. Ja, zdaj vidite, ja, doklele imamo v redu. Če bi vas jaz vprašala, a ne, kaj pravzaprav je skupni imenovalec te epidemije, a ne. Skupni je to, če sami pri sebi pomislite, imate neke različne asociacije verjetno, no, tudi raziskovalci, zdaj, kar se je dalo ugotoviti, so že malo ugotavljali in so imeli različne ideje. Ampak vse skupaj je pravzaprav neki imenovalec, je negotovost, a ne. Zdaj, negotovost je iz dveh naslovov. Prva stvar je, da nas je virus zelo presenetil in sam virus, a ne, je predstavljal v človeku, ampak ko smo o njem razmišljali, že neko občutek, da ga nimamo pod kontrolo. Kdaj bom zbolel, a bojo zboleli moji bližnji, kako se bo bolezen končala, ne. To se pravi, negotovost je bila prisotna v zvezi s prisotnostjo virusa, hkrati pa se je potem družba odzvala z nekimi ukrepi, a ne. In ti ukrepi so prav tako sami po sebi v nas vzbujali neko negotovost. Nismo vedeli, ali bomo naslednji dan šli v službo, ali bomo delali od doma, kako se prilagoditi na delo od doma, ali bojo otroci ostali v šoli, ali bojo od doma delali, kako bomo zrihtali to komunikacijo. Vse to je pravzaprav vzbujalo en občutek izgube kontrole nad življenjem, ko smo ga bili prej vajeni. In kadar ljudje doživljamo negotovost, je eno zelo osnovno čustvo, ki ga takrat doživljamo, je strah. A ne, zdaj, a se vprašamo, a je to nekaj, ki je narobe, ne? Zagotovo ne. Jaz mislim, da je strah v tem primeru nikakor ni patološki in bi prej rekla, da je normativen. Jaz mislim, da v situaciji, v kateri smo se znašli, je bilo bolj normalno, če smo bili negotovi pa zmedeni, kot pa da mogoče nismo bili. Ne govorim zdaj o tem, da ne bi mogli funkcionirati, ampak jaz mislim, da je bila preplavljenost s temi občutki občasno pri čisto vsakem prisotna, in da je to pravzaprav neka normativen odziv na neko nevarnost, a ne. Katja, če daš kar malo naprej, da se bo nam tole naložilo pa zložilo, ja, lahko greva kar še naprej, ker tole smo zdaj že nekako razdelali, a ne. Zdaj, če vidite tlele, je to, kar sem povedala, napisano, v smislu, če rečemo še enkrat, strah patološki nikakor ne in gre za neko normalno doživljanje, a ne. Ljudje doživljamo ob izgubi kontrole, občutja strahu, na katere se pa potem seveda odzivamo, a ne. In stresni odziv, a ne, to, da smo bili napeti, da smo bili razdražljivi, če hočete, to, da smo lahko imeli tudi napade, neke tesnobe, neke panike, da smo bili lahko, da nas je bilo strah, a ne, je bilo v tem obdobju pravzaprav nekaj, kar je bilo mogoče za pričakovati, a ne. Tako da jaz
v tem kontekstu pravzaprav o neki, če hočemo reči, motnji na tak način sploh ne bi govorila, ampak bi govorila o nekem stresnem odzivu, a ne. Zdaj, če daš, Katja, kar naslednjo slikco, a veste, če bi se po polju sprehajali, a ne, pa bi naenkrat srečali enega takega mamuta, in bi potem to pripovedovali, kaj se vam je zgodilo in kaj je bilo. Jaz mislim, da skoraj noben izmed nas, če bi se nam to zgodilo, ne bi doživljal nič kaj zelo prijetnega in da tisti, ki bi vas poslušali, ki bi jim to razlagali, bi vsi vas razumeli, da vas je bilo strah, da ste hoteli pobegniti ali pa, da če niste imeli možnosti, da ste se celo začeli za nek boj pripravljati ali karkoli. Ampak čisto nobeden ne bi podvomil to, da vas je bilo strah, pa da ste se kakorkoli že začeli slabo počutiti, a ne. Zakaj? Zato, ker je tale mamut ogromen, velik, a ne, in vas lahko napade. To, kar zdaj razlagam, a ne, je pravzaprav nek odziv, stresni odziv človeka. In odziv, ki ga mi imamo na neke neprijetne situacije, je seveda na vseh nivojih, a ne, na telesnem, na mišljenjskem, na vedenskem in miselnem nivoju, a ne, in je star odziv, kar pomeni, da naši možgani, a ne, stresni odziv se pravzaprav dogaja v naših možganih in naši možgani ne ločijo med tem, da je nas strah takega ogromnega mamuta, oziroma po drugi strani, da nas je strah enega malega virusa, ki ga niti z očmi ne vidimo, oziroma da se odzivamo na neke ukrepe, ki so bili dani. A ne, tega pravzaprav naši možgani ne ločijo in odziv je pravzaprav popolnoma enak. A ne? Kaj sem hotela povedati? Najpogosteje, a ne, če govorimo o odzivu človeka na obdobje epidemije, tukaj lahko damo naprej, Katja, sta zaznana seveda akutna stresna reakcija in prilagoditvena motnja, ki pravzaprav niti ne sodita pod duševne bolezni, a veste. Prilagoditvena motnja pomeni, da se človek prilagodi na neko težko zunanjo okoliščino, a ne, da gre za neko prilagoditev, ki pa človeka seveda lahko spravlja v stisko. Zakaj? Ker je situacija ogrožajoča, a ne. V stresni situaciji se mi začnemo odločati, ali se bomo borili, ali bomo zbežali, ali bomo zamrznili, a ne. To se ne odločamo zavestno, to naše telo naredi. In od tukaj pravzaprav pridejo vsi ti fenomeni, ki jih ljudje recimo ob tesnobi doživljamo. A ne, mišice se zelo napnejo, a ne, srce začne hitreje biti, da lahko poganja kri po telesu, da jo mišice dobijo, možgani kar malo trpnejo ta zavestni del, preigravamo samo scenarije. A veste, zelo velikokrat se v neki stresni situaciji sploh ne spomnimo enega pametnega odgovora, potem čez 10 minut, ko so pa stvari mimo, pa točno vemo, kaj bi nekomu lahko povedali. Potem naprej, če gremo, začnemo se potiti, a ne, to je spet telesni odziv. Tega ljudje najlažje prepoznamo, a ne, nek telesni odziv, ki ga imamo na neko stresno situacijo, hkrati potem polno nekih lahko scenarijev, kaj se nam dogaja, a ne, kot neko mišljenje in na koncu vedenje, a ne, ali zamrznemo, sploh ne vemo, kaj bomo, ali se začnemo boriti oziroma zbežimo. A ne, in tesnoba ima na nek način varovalno funkcijo, ne, pove nam, da v neki situaciji nam ni prijetno, da nekaj ni v redu z nami, čeprav naši možgani ne vejo točno čisto zakaj, a ne, zakaj se je to zgodilo. Zdaj, to, kar sem zdaj opisala, a ne, sama tesnoba je pravzaprav spremljevalka tudi tesnoba oziroma nek akutni stresni odziv je lahko seveda spremljevalec tudi drugih situacij in tudi nekih duševnih bolezni.
Ampak v tem kontekstu prilagoditvene motnje, smo ljudje lahko doživljali to v seveda povezavi z situacijo COVID-19. To je bila lahko na nek način neka naša, nek naš odziv. Seveda, če gremo kar naprej, absolutno nismo vsi enaki, a ne. Zdaj, kar sem jaz do zdaj izbrskala, po raziskavah, pa so mogoče lahko še kakšne novejše, kar delajo dosti na tem, približno rečejo, da 2/3 populacije nekako ne bo, tule piše verjetno odpornih na stres, ampak 2/3 populacije ne bo pravzaprav imeli nekih zelo hudih odzivov na situacijo, v kateri so se znašli. Ampak, če lahko rečem, da mogoče nekateri so v tej situaciji videli celo prednost. Jaz sem imela kar nekaj pacientov, ki se zelo neradi družijo, ki so osebnostno tako narejeni, da ne marajo kaj dosti biti v družbi, in jim je ta situacija kar zelo ustrezala, a ne. Tako da oni so imeli pač bistveno manjšo prilagoditveno reakcijo, kot pa ljudje, ki se zelo radi družijo, ljudje, ki pač potrebujejo te medosebne odnose, kot ljudje, ki so bili recimo že kdaj v preteklosti kronično bolni, a ne, in po raziskavah kot ženske in pa študentje, a ne. Zdaj v zadnji študiji se nakazuje, da je pravzaprav največ težav v tem obdobju bilo pri otrocih, mladostnikih in pa pri ženskah. Zdaj, ranljive skupine, a ne, so zagotovo pri COVID-19 bile tiste skupine, ki že v osnovi so imele neko slabšo zdravje. Zdaj govorim ranljive še za dodatno psihično obremenitev. Zdaj, sam na kamer ti imaš nekam, nekaj trenutno, evo. Okej, bila je muha, se opravičujem. Okej, to se pravi, ranljive skupine, a ne. Saj, če si predstavljamo, kdo je bolj dovzeten, da se začne, da se neka prilagoditvena pravzaprav motnja začne, v zvezi z telesno ogrožajočo situacijo, absolutno ljudje, ki so slabšega zdravja, a ne. Ti so se seveda imeli več predispozicij za to, tudi za težji potek bolezni, a ne, tudi stalno so obveščali, kaj se lahko dogaja, potem nosečnice, starejši ljudje iz seveda večjih naslovov, zaradi same osamljenosti, zaradi manjše dostopnosti stika, tudi mogoče slabše poučenosti in ljudje s predhodnimi duševnimi težavami, a ne. Kdor že prej je imel izkušnjo z neko anksiozno, depresivno simptomatiko, a ne, ki je mogoče na neke druge stresne dogodke tudi odreagiral na nek način za neko duševno motnjo, je seveda tudi tukaj bilo neko tveganje večje. A ne, tudi v tem smo si ljudje pač seveda različni. Zdaj, če gremo pa kar naprej, a ne, jaz bi mogoče način pravzaprav funkcioniranja pri ljudeh je lahko zelo različen. Kot sem rekla, a ne, imamo ljudje neke obrambno-varovalne mehanizme, ki nas pred težkimi situacijami branijo, tukaj ne gre samo za COVID-19 situacijo, ampak se pravzaprav neki obrambno-varovalni mehanizmi, ki nas pa pred vsemi temi občutki tesnobe, nemoči, negotovosti, obupa, nekako branijo, ne, in se v skladu z našim razvojem tudi razvijajo, že od otroka naprej. Zdaj, pri COVID-19 situaciji bi jaz izpostavila mogoče dva skrajna kontinuuma. Prvo je, če kar rečem, zanikanje, a ne. To je en način soočanja z COVID-19 situacijo, če recimo rečem, da poznamo ljudi, ki verjamejo, da virus ne obstaja, a ne, vkolikor pač z psihološkega vidika gledamo na to situacijo, da virus ne obstaja, pravzaprav te ljudje ogradijo svoje doživljanje tesnobe, oni rečejo, virusa ni, s tem zagotovo pripomorejo k temu, da ni negotovosti, a ne, ni skrbi za to, kaj bi bilo, če bom zbolel, a ne, in se od tega doživljanja lahko ogradijo.
Zdaj, tisto, kar je potem lahko skrb, je, da če virus pa res obstaja, so seveda manj previdni, v situacijah se ne vedejo zaščitno in se zaradi tega lahko prej okužijo, imajo seveda, če ne upoštevajo ukrepov, potem lahko celo nekatere sankcije, tako da je nek način soočanja seveda lahko z nekega vidika boljši, ker preprečuje pač zelo veliko doživljanja tesnobe, potem na drugi strani pa lahko zaradi tega seveda imamo neke škodljive posledice. To je pač eden od načinov, ljudje imamo veliko načinov soočanja z neprijetnimi situacijami. Jaz sem zdaj za razliko od nekaterih manj učinkovitih, kot je recimo zanikanje, navedla bolj zdrave, neke take najbolj zaželjene obrambne mehanizme. Če ste se vprašali, zakaj je v času epidemije krožilo toliko vicev na račun COVID-19 situacije, humor je pravzaprav ena od najbolj, mogoče Katja lahko še stisneš tipko, humor je mogoče ena od najboljših varovalnih mehanizmov, obrambno-varovalnih. Zdaj, ko se pravzaprav mi šalimo tudi na račun zelo težkih situacij, se poznate tudi, patologi imajo tak strašen humor, baje tak črn, ker pač delajo z res težkimi situacijami, in v COVID-19 neprijetna situacija, negotova situacija, hočeš nočeš, smo se zelo veliko lahko z njo ukvarjali, ampak na nek humoren način. Približno tako smo ukrotili tega leva, če smo si ga le želeli. Potem je še sublimacija, altruizem. Altruizem bi mogoče omenila na tem mestu, ker smo pravzaprav v sklopu ADRE sodelujemo. Altruizem je nesebična pomoč drugim in je eden od zelo dobrih obrambno-varovalnih mehanizmov pred nekimi težkimi doživljanji. Ko pomagamo drugim, na nek način lahko pravzaprav pomagamo tudi sebi, s tem, da pravzaprav se v tem primeru pogovarjamo v situaciji, negotovost ob recimo pomanjkanju hrane lahko zmanjšujemo, konkretno s tem, da se gre v trgovino, se priskrbi pomoč za starejše, in ob tem doživimo nek pač dober občutek sebe in seveda tudi naredimo dobro za drugega. Gremo lahko naprej. Jaz sem tukaj majčkeno še za neko razbremenitev pokazala nekaj še teh, saj poznate, teh šal je bilo en kup na temo korone, Vsakič, ko smo se s korono ukvarjali, smo se ukvarjali pravzaprav tudi z vsebinami povezanimi z njo, cepljeni, necepljeni, maske, To se pravi, vso to negotovost, vse, kar nas je oziroma nas zelo bremeni, smo skušali skozi humor predelovati, in ob tem pravzaprav neko čustveno distanco vzpostavljati. Zdaj, varovalni dejavniki po raziskavi, ki je bila objavljena v Društvu za vedenjsko in kognitivno terapijo, so bili že narejeni oziroma čisto direktno vezani na COVID-19 situacijo, teli varovalni dejavniki, ki naj bi nas ščitili, ne zdaj seveda pred samo boleznijo oziroma virusom, ampak pred našim nekim odzivom nanjo, ki bi bil za nas nefunkcionalen. To se pravi, bolj ko optimistično razmišljamo, več, ko imamo možnosti zaupanja družinskim članom, prijateljem, če smo fizično dnevno aktivni in če smo zadovoljni z urejenostjo razmer in delovnem mestu in v državi, bomo psihično bolje se počutili. To so prav zdaj eni, ki so po raziskavi se izkazali, da so tisti ljudje, ki so se v tej situaciji najbolj počutili, na takle način razmišljali, oziroma so imeli pač neke te dejavnike, ki so klele
navedeni. A ne. Ja, ste opazili, a ne, optimizem. Ja. Gremo naprej. Ja. Zdaj, če imamo tegale mamuta pred očmi, a ne, ker tisti covid je vseeno tako majhen, da ga niti ne vidimo, ne, pa si lažje predstavljamo odziv stresni na takega mamuta. In a veste, če človek sreča takega mamuta, mu kaj dosti ne bo pomagalo, če mu bo eden rekel, pomiri se, saj bo vse v redu, ne kompliciraj, no, saj bo šel tale mamut, a ne. Takele neke ideje človeku v akutni stiski zagotovo ne bojo pomagale, a ne. Zdaj, kaj bi pa pomagalo? Kako se počutiti bolje? Če gremo še samo nazaj, samo zaradi tega, da povem pomiritev, a ne. Ko razlagamo stres, je zelo pomembno, da vemo, da v taki stresni okoliščini, v stanju akutnega stresa, ko smo res tesnobni, ko smo res v paniki, takrat pravzaprav mi racionalno ne razmišljamo. Takrat je ta zavestni del možganov izključen in delujejo naši, kot sem že prej rekla, plazilski možgani. To se pravi, gre samo za odziv telesa, kako bomo ubežali, kako bomo, a ne, če je kdo že kdaj imel paniko, ve, da takrat pravzaprav misli kaj dosti ne pomagajo. Zato svetujemo, zdaj pa lahko damo naprej, da se ne pomirjamo z razmišljanjem v taki situaciji, ampak z gibanjem, a ne. Včasih pacientom kar svetujemo, da ko so zelo tesnobni, da si najdejo že vnaprej neko aktivnost, ki jo bojo takrat lahko naredili. Govorim pa, a veste, o mogoče 10 poskokih, nekih počepih, skratka nečemu, kar dejansko požene kri po žilah, a ne. Lahko tudi po neka, ne vem, hoja po stopnicah, karkoli bo pravzaprav telesu oziroma možganom dalo vedeti, da se mi gibamo. Ker naši možgani ne vedo, da mi hodimo po stopnicah, da delamo počepe oziroma delamo poskoke, ampak samo vedo, da se mi gibamo, kar pomeni, da bežimo od mamuta stran, a ne. In tako pravzaprav pridobivamo endomorfine, ker se pač gibamo in hkrati pomirjamo sami sebe z gibanjem, a ne, ker naše telo reče, torej mi pred nevarnostjo bežimo, zato se lahko pomirimo, a ne, in tako nekako ta akutni stresni odziv počasi mine. Seveda je gibanje tudi pri sami situaciji in pa pri dalj časa trajajočem slabšem psihičnem počutju pravzaprav eno od prvih priporočil. Vemo, da je, saj to ne rabimo kaj posebej razlagati, kar se gibanja tiče, da se pravzaprav hormoni sreče, kot sem že prej omenila, tvorijo, da smo ob tem, ko se gibamo, sploh če smo nekako tudi v stiku z narave, da se lahko pomirjamo, in da je redna pravzaprav telesna vadba absolutno tudi neki dejavnik, ki zmanjšuje tveganje za nastanek, če hočemo, tudi nekih degenerativnih sprememb v možganih, a ne, tudi iz čisto drugega naslova je to zelo pomembno. Zdaj, pri negotovosti, pri tem, ko je sama situacija nejasna bila, ne, mogoče v preteklosti še celo bolj, zdaj, ko nismo v tem čisto obdobju, če rečemo karantene, pa so mogoče stvari malo bolj postavljene, je ta potreba manjša, ampak sicer pa vzpostavljanje rutine. Zdaj, ljudem rutina daje občutek varnosti, vsem nam jo daje, a ne. Saj, če pomislite, vse se dogaja nekako rutinirano, ciklično, noč zamenja dan, vstanemo, naredimo zajtrk, gremo v službo, otroci grejo v šolo, popoldne preživimo, potem imamo neki večerni obred, a ne. Neka rutina je pravzaprav zelo pomembna, ker se v rutini pomirimo, a ne. Ljudje vemo, kaj lahko pričakujemo, to nam daje občutek varnosti in ob tem nam je ugodno. A ne, in zdaj vizavi, to se pravi v nasprotju z negotovostjo, ki jo je pandemija prinesla,
v nasprotju s tem, da ne vemo, kaj nam bodo zunanje okoliščine ponujale, svetujemo rutino v vsakdanjem mikrokozmosu. To pomeni, da si malo pomagamo strukturirati dan, da pričakujemo neke določene in obveznosti in obremenitve in hkrati tudi razbremenitve in se tukaj noter lažje znajdemo. Zdaj, vemo, da za vzpostavljanjem rutine pride tudi bistveno lažje neko načrtovanje prehranjevanja in gibanja, tako da je to vse skupaj potem v nekem paketu, a ne. Bolj, ko imam rutinirano neko dan, a ne, manj, ko je tega prostega rdečega časa, več možnosti je, da si bom splanirala recimo tudi mogoče neko rekreacijo ali nek prosti čas za sebe. Spanje. Zdaj, to so čisto take stvari, ki jih vsi vemo, a ne. Saj to vsi vemo, to ni nič takega novega, kar bi jaz zdaj zelo razlagala. Problem, ki ga imamo, je, da smo malo pozabili na moč vsega tega, kar v sebi imamo, a ne. Zdaj, spanje bi bilo potrebno prioritizirati, a ne. Ljudje spimo vedno manj in vedno manj kvalitetno. Zdaj, v spanju v bistvu tako po domače, v spanju možgane oblije likvor in izčisti ta likvor vseh strupenih snovi, ki so se nabrali čez dan. Ampak to se zgodi šele po določenem času spanja, a ne. Če mi spimo neprekinjeno, če nimamo ritma spanja, se to dokazali so, da se to v veliko manjši meri dogaja. Zato se kljub nekemu spanju, ko bi bilo, recimo, če se zbujamo, če nimamo nekega ritma, lahko zbujamo nenaspani, a ne. Zdaj, nespečnost in motnje spanja se pojavljajo kar pri 90% nekih anksiozno-depresivnih motenj, a ne. To se pravi, 90% ljudi, ki trpi z anksiozno-depresivnimi motnjami, toži o težavah s spanjem, bodisi nespečnost, bodisi preveč, da spijo, skratka, nekaj s tem področjem ni urejeno. In neka zanka se vzpostavi, a ne. Spanje je lahko neurejeno spanje je lahko začetek, a ne, neke take motnje, lahko pa je simptom. Skratka, vedno oziroma v 90% gre to lahko z roko v roki, a ne. Zdaj, če se vprašate, koliko spite, kakšno spanje imate, koliko na lestvici vaših potreb je oziroma si ga umeščate, mogoče ni tako slabo, no. Pač živimo v kulturi, kjer moramo biti čim hitrejši, čim bolj produktivni, a ne, in je spanje pravzaprav nekaj, kar postaja vedno bolj nesmiselno in ne bodi ga treba, žal. Ustrezno prehranjevanje, to ne bom, to sem vmes že tudi rekla. Če gremo lahko naprej. Okej, medsebojno povezovanje. Tukaj sem dala še eno zraven, kot ste videli, 2019 smo se trudili, da bi ostali stran od negativnih ljudi, 2020 smo se začeli truditi, da bi ostali stran od pozitivnih, a ne. Ljudje smo socialna bitja, v bistvu smo relacijsko vezani, ljudje se rodimo kot popolnoma nebogljeni, nebogljeni tako fiziološko, hrana, a ne, hrana, voda, vse to, spanje, potrebe. Tisto, kar so pa potem teoretiki navezanosti ugotovili in seveda tudi razložili, je pa, da človek brez drugega človeka ne more obstajati, oziroma so hude duševne motnje nastale pri otrocih, ki so v sirotišnicah sicer imeli vse fiziološke potrebe zadovoljene, niso imeli pa mame oziroma človeka, ki bi za njih na ta način negujoč skrbel, a ne. Zdaj, to medsebojno povezovanje je zato za človeka nujno. In tisto, kar smo bili mi veseli, pa vseeno v času te epidemije, pa je bilo, da obstaja možnost povezovanja na daljavo, da smo lahko pravzaprav izkoristili te medije in da smo lahko, a veste, tudi s pacienti na ta način sodelovali.
Tako da povezati se, biti v stiku, ne zanemarjati te potrebe, ker je prisotna in jo ljudje potrebujemo. Zdaj seveda povezovanje, tukaj sem napisala, zdaj bolj mogoče v ospredju cepljeni, necepljeni, razdvojevanje, a ne na ta način. Jaz mislim, da bomo pač to zimo mogli preživeti skupaj, cepljeni, necepljeni, in da je mogoče manj se ukvarjati s tem, kdo je kdo, in biti strpen in biti, da bi bili bolj nekako strpni, solidarni in v tem povezani. Ker je to ključ za naše neko ustrezno sobivanje tudi v zelo težkih razmerah, a ne. Gremo lahko naprej. Kontrola možnega. Ja, zdaj slišite zelo lahko, a ne. To se pravi, dajmo kontrolirati tisto, kar lahko kontroliramo, tisto, česar ne moremo kontrolirati, pa ne, a ne. Ja, če bi to zmogli, a ne, bi se ljudje večinoma ukvarjali samo s stvarmi, ki jih pravzaprav imamo nekako v našem dometu, naše misli bi pa pustili malo pri kraju. To, kar pa pravzaprav velikokrat počnemo, pa je, da živimo v svoji glavi in preigravamo 1001 scenarij in 1001 skrb. Zdaj, kadar je negotovost na delu, to pomeni, da izid ni točno jasen, je tega lahko še več, a ne. To se pravi, je COVID-19 pač situacija na psihično zdravje oziroma stanje zagotovo vplivala lahko na način, da smo več premlevali skrbi, več razmišljali o nekih negativnih možnostih, scenarijih in o situacijah, ki bi se nam lahko zgodile. Seveda ja, do neke mere ljudje poskušamo na ta način predvideti situacijo, se nanjo pripraviti, se nanjo odzivati. Problem nastane, ko začnemo v teh naših mislih živeti. A ne, naše misli so v bistvu samo misli in niso realnost. Ko se začnejo enkrat vrteti, na to včasih pozabimo, a ne. In preigravamo 1001 scenarij, ki bi se lahko zgodil, zelo malokrat pa se pravzaprav karkoli od tega uresniči, a ne. In neka kontrola, a ne, to se pravi kontrola nad tem skrbenjem, bi v taki situaciji bila zelo primerna, a ne. To pomeni, da si rečemo, okej, zdaj bom, ne vem, lahko celo določimo čas za skrbljenje. Zdaj bom 1 uro razmišljala o tem, kaj se lahko zgodi, kaj je lahko v taki situaciji narobe, potem pa bom te skrbi pustila in bom šla delati nekaj drugega. Okej, gremo lahko naprej. To je od Rupika Ur, ena pesem pravzaprav, a ne. Predvsem sem hotela nasloviti to, da vse pravzaprav prihaja in gre, da pa v obdobju, ko smo negotovi, ko imamo težave, zelo lahko pravzaprav te skrbi držimo in živimo v njih, a ne, jih ne spustimo in probamo kontrolirati tudi situacije, ki se v bistvu ne dajo, a ne. To se lahko zgodi. Okej, to je še ena, a ne. Seveda, sreča je vedno stvar perspektive in stvar našega doživljanja, a ne, tukaj vidite tega na prvo mesto je dosegel, pa je strašno nesrečen, medtem ko tale z bronom deluje res presrečen, a ne. To se pravi, realnost in doživljanje situacije se dogaja pravzaprav v neki naši glavi, vsaj kar se nekega psihičnega nedoživljanja tiče. Zdaj, na račun tega, če gremo naprej, bi jaz en pomembno situacijo še tako naše miselne naravnanosti, tako. Zdaj, tulele je ena taka, ki je mogoče prišla prav vsaj kakšnim našim pacientom in so potem rekli, da je bilo to pa res nekaj, kar smo se dobro zmenili, no, ko smo se menili, in sicer, da so omejili informacije v tistem času, a ne.
V enem obdobju pandemije je bilo pravzaprav informacij o ukrepih, o virusu povsod dovolj, in kadarkoli si prižgal radio ali pa televizijo, je bilo pravzaprav poročilo o tem, a ne. In nekateri ljudje so dejansko spremljali vsa poročila, vse medije, in so začeli živeti v teh informacijah. Zdaj, informacije dajo neko možnost, da se mi odzovemo na to situacijo in so koristne, absolutno se strinjam, da smo jih rabili vedeti, da smo rabili vedeti, kdaj gremo lahko v trgovino, da smo rabili vedeti, a bomo recimo ostali šolarji doma ali ne bodo, to se pravi, neke informacije smo rabili sprejemati, zato da smo se lahko seveda ustrezno odzvali. Tisto, kar je bil pa presežek, je bilo pa nepotrebno, ker je spodbujalo negotovost in spodbujalo to skrbenje, o katerem si prej govorila. Zato smo svetovali in še svetujemo, da če je kdo nagnjen k temu, da premleva in da bi iskal vire, da poskuša tega ne početi. To je podobno tako, kot če ste na sumu, tako tudi nekateri rečejo, da razmišljajo, da imajo neko bolezen, imajo neke telesne simptome in potem začnejo po različnih virih brskati in samo še brskajo po Googlu, po vseh virih, kaj je pa zdaj to z njimi narobe. In kaj se dogaja? Razpoloženje. Mi poskušamo kontrolirati situacijo, poskušamo, da bi se počutili boljše, ampak na koncu koncev se počutimo bistveno slabše, ker smo bombardirani z nekimi informacijami, ki so seveda neprijetne in vzbujajo negotovost. Tako da v takih situacijah svetujemo omejitev informacij, seveda do mere, ob kateri se lahko še znajdemo. In ja, kako zdaj če gremo naprej, kako še lahko vplivamo? Vsak od vas ima izkušnjo, da je bil že v neki psihični stiski ali da je bila neka negotovost, noben od nas ni imun za kaj takega in vedno rečemo, vse, kar je včasih že pomagalo, je absolutno nujno, da se tudi zdaj poskusi. To se pravi, spretnosti, ki so pomagale, karkoli je že v preteklosti vam pomagalo, da ste se počutili boljše, je vredno poskusiti. Tudi v taki situaciji. Na koncu koncev ne morem iti mimo še enega načina obvladovanja stresa, in sicer sproščanja. Zdaj, za razliko, kot sem prej rekla, v neki akutni stresni reakciji, ko imamo res neko poriv lahko k nekemu gibanju, da prekinemo to strašno tesnobo, pa je po drugi strani zelo dobro, da ljudje obvladamo tudi sproščanje. Ko smo napeti, ko se vključi naš simpatični živčni sistem, ki za sabo potegne vse tiste fenomene, ki sem jih prej naštela, ko smo zakrčeni, ko mišice delajo, imamo povečan srčni utrip, hitro dihamo, ko smo napeti, razdražljivi. V taki situaciji vklopljen simpatični živčni sistem, ki je tako hiter, zato mi tako hitro delujemo. Ko se pa sproščamo, pa vklopljamo tisti drugi živčni sistem, ki ga imamo in nas umirja, to je parasimpatični živčni sistem, ki nam pomaga pri tem, da smo umirjeni, seveda tudi pri regeneraciji, pri tem, da pravzaprav lahko ostanemo tudi malo v glavi umirjeni, da lahko misli damo malo na stran in ostanemo nekaj časa sami s sabo. Kdor vadi meditacijo, kdor vadi sproščanje, sploh ne bom posebej razlagala, točno ve, o čem govorim. Za ostale pa, da se ne sliši tako kot neka strašna znanstvena fantastika, jaz mislim, da je dovolj že, če poskusite trebušno dihanje, trebušno dihanje je popolnoma dovolj, da preklopimo ta sistem, da iz tega simpatikusa preidemo na parasimpatikus. To pomeni, da ko začutite, da ste recimo vznemirjeni, da imate več nekih, da ste mogoče razdražljivi, da občutite, da ste nekako v nekem stresnem odzivu, da samo daste noge res na tla, položite roko na svoj trebuh
in potem čisto počasi, vdihnete skozi nos v trebuh, tako da se roka nekako na trebuhu malo izboči, trebuh izboči in potem izdihnete skozi rahlo priprta usta. To ponovite nekako 3-krat, 4-krat, in ta umirjenost tega dihanja bo gotovo privedla do neke prijetne spremembe. Zdaj, če boste to prvič delali, ne svetujem, da to v neki najbolj akutni stresni reakciji poskusite, ker najverjetneje ne bo uspelo, takrat rabite gibanje in tako, boste preveč vznemirjeni, lahko pa poskusite pač v neki čisto nevtralni situaciji, zdajle po koncu predavanja recimo, pa boste videli, kakšne občutke boste imeli. Zdaj, proti koncu smo, jaz timinga nič ne vem, to sem jaz zdaj tako, nisem imela nič, nimam nič ure, tako da upam, da nismo že prekoračili, tako da prosim Katjo, če bi dala naprej. Zdaj večkrat ljudje vprašajo, kdaj pa po pomoč, kdaj jaz vem, da pa rabim, kdaj gre še za to, da jaz doživljam, tako kot sem prej rekla, da verjetno je najbolj normativno, da se zdaj malo slabo počutimo, ker je pač taka situacija in da je to bolj normalno, kot če nič ne bi doživljali, ob vseh teh ukrepih in ob covidu in tako. Ampak kdaj pa jaz mogoče doživljam preveč, To je neko vprašanje, ki se mi zdi, mogoče za vas ne pride v poštev, ampak ljudje to zelo velikokrat vprašajo. Nekako rečemo, da takrat, ko je okrnjeno funkcioniranje, To pomeni, da tesnoba postane toliko močna oziroma vaše doživljanje sebe tako okrnjeno, da naše doživljanje tako okrnjeno, da ne funkcioniramo več na način, kot si želimo. To pomeni, da imamo težave zjutraj vstati, da imamo recimo težave skuhati, se stuširati, da ne zmoremo pravzaprav več v nekih socialnih aktivnostih vztrajati, da se začnemo umikati. To se pravi, da se spremeni način, kako smo sami s sabo in kako smo z drugimi. To je lahko neki indic, da bomo mogoče težje sami zmogli. Ker dokler mi upravljamo še vse, funkcioniramo normalno, pa zraven doživljamo negotovost, nemoč, je še seveda na mestu, da se poslužimo vsega tega, o čemer smo se danes pogovarjali. Če bi pa začutili, da se je to nekako prelevilo v težave v vsakodnevnem funkcioniranju, pa je smiselno in nima pravzaprav kakšne posebne vrednosti, da bi samo sami s tem obstali. In pa seveda, če bi imeli težave tudi, da bi bili recimo zelo z nekimi depresivnimi občutki ostali, da bi imeli občutek, da bi sebi kaj naredili, drugim škodovali, da bi da bi videli, da ne zmorete zase poskrbeti, ali pa da vidite, da nekdo od vaših bližnjih tega ne zmore, potem je to seveda čas vsaj za kakšen nasvet. Zdaj, jaz sem zbrala, če gremo naprej, nekaj naslovov oziroma nekaj pravzaprav kontaktov, če hočete. NIJZ se je kar zelo dobro organiziral, zdaj, kar se tiče telefonskih številk, mogoče kdo od vas tudi že uporabil kakšno. Na njihovi spletni strani so aktivne še vedno in tudi piše zdaj njihova številka za covid situacijo, da z junijem ukinjena, ker je bilo tudi klicev bistveno manj. Tudi mi smo imeli v naši bolnici krizni telefon, kjer je bilo dostopnost vsak dan psihologa za take situacije, pa smo jo tudi ukinili z junijem, ker je pač te potrebe bistveno manj. Nekatere linije pa še obstajajo, tako da si lahko na NIJZ-ju na tej spletni strani pogledate, tudi telefonske številke so zraven napisane. Sicer pa so zdaj zaživeli tudi centri za krepitev zdravja, v večini regij so, nam je najbližji kranjski center za krepitev zdravja, kjer pravzaprav je nek tim strokovnjakov, ki se ukvarja z nekako zdravjem na splošno in del tega je seveda tudi psihično zdravje.
tako da oni imajo objavljene številke in tudi strokovnjake, tako da potem izberete glede na področje in lahko tja pokličete. Potem je klic v duševni stiski, to je en najdaljših, pravzaprav najdalj časa trajajočih telefonskih linij, ki je v Sloveniji aktivna. Napisano imate, deluje v okviru psihiatrične klinike, se pa kliče lahko v večernem času. Saj veste, noč ima svojo moč, takrat so stiske lahko seveda največje, zato tudi ta linija deluje ravno takrat in seveda v navzlic temu, da se podnevi lahko dobi pravzaprav redne službe, a ne. In pa posvet, ta tudi deluje, to gre pa za pravzaprav psihološko pomoč, ki je pa v živo, ne gre za linijo, ampak za svetovanje. Gre za suportivno svetovanje, ne deluje posvet samo v okviru te situacije, ampak tudi kadarkoli so neke psihične stiske, težave, neke ali akutne ali tudi dalj časa trajajoče, pa ne veste, kam bi se obrnili, niste točno prepričani, za kam bi ta vaša psihična recimo neka težava ali pa mogoče samo nek zaplet ali karkoli se vam dogaja v življenju bil, je mogoče tudi to neka možnost, no. Tako da jaz upam, da sem približno odgovorila na vaša vprašanja, da sem mogoče zajela nekaj tudi, kar je Katja razmišljala, ker tema je bila široka, sva se pogovarjali, bo mogli to malo skrčiti, no. Vesela bom pripomb, vesela bom komentarjev, še bolj pa diskusije, če si kdo utegne. Mogoče lahko daš še zadnjo, ja, tole sem hotela v našem duhu, no, jaz bi si želela, da bi vsi med nami lahko pravzaprav čim večkrat naslikali tole pokrajino oziroma tudi v težkih situacijah nekako poskušali videti tisto, kar je prijetno, a ne. Ker ljudje pogosto imamo občutek, da čakamo za to, da bojo neke neprijetne situacije minile, potem pa bomo začeli živeti, a ne, v bistvu pa se življenje dogaja med vsem tem.